Timi, pozdravljen. Mi danes tukaj na Brdu snemamo podcast o tem, kako napredovati v karieri nogometaša, in ti, ko si v nogometni karieri že veliko dosegel, in hkrati nadobudni nogometaši, ki bi želeli stopati po tvoji poti. Pa Timi, te najprej za začetek vprašam, kako si? Najprej hvala za povabilo. Me veseli, da sem vas spoznal, da vam lahko pomagam pri tem projektu. Jaz sem dobro, načeloma je zdaj konec sezone, počasi, ta reprezentančni zbor še bo malo pauze. Tako da je že prisotno malo utrujenosti, dolgo leto je bilo ful dosti tekem, ampak reprezentanca je še zmeraj tukaj na prvem mestu, tako da ko pokličejo, se treba odzvati, ni lepšega, kot pa igrati za slovenski grb. Tako da delamo še ta en teden, pa na zaslužen počitek. Timi, v karieri vsak mlad fant sanja o tem, da bi postal profesionalni nogometaš, pa nam ti, ki imaš vpogled v to, kako je biti profesionalni nogometaš, povej, kaj so najlepši, pa mogoče tudi najslabši deli življenja profesionalnega športnika? Po mojem mnenju najlepši deli so to, da delaš, pa da živiš od tega, kaj imaš najraje, kar je pač konec koncev nogomet, predvidevam, za vsakega od nas. Dostikrat je to neka prva ljubezen tvoja, ko imaš 5, 6, 7 let, pa se začneš igrati z žogo na ulici in pač nam to ostane. Tako to je najlepša stvar. Pa seveda z rezultati to so najlepše stvari, no, recimo to naše evropsko prvenstvo, ko te cela država podpira, migracija Slovencev v Nemčijo, ki je bila, za mlade fante slovenske smo mi postali neki junaki, to so najlepše stvari, no. Kaj pa je slaba stvar, pa mogoče to, da smo ful z doma, da potujemo dosti. Če ima kdo, pač v mojem slučaju imam 2 hčerki, ta druga se je pred kratkim rodila, pa v klubu imamo tak sistem, da vsako tekmo gremo v karantene, pa spimo tam v hotelu in te pol dan pa pol ali pa 2 ni. In zdaj imaš skoraj 50 tekem na sezono, se pravi 100 pa neki dni te ni, samo zaradi tega, kje so še pol vse priprave pa reprezentanca. In enostavno te ni toliko doma, zgrešiš kakšne ključne momente, mogoče kaj otrok komu shodi, pa ni očeta doma, a pa greš na priprave, pa ti skoraj ni en mesec, priješ nazaj, otrok pa, kada je čist drugi, že ima nek drug karakter, zna že kaj povedati, kaj reči, kaj prej ni znal, ne. Teda to je mogoče taka neka slabša stvar. Pa po drugi strani, kako sem rekel prej, ta ljubezen do nogometa, s tem nekim res profesionalizmom, pol to postane bolj služba, ni več toliko igra, koliko je bila pri mlajših, ko smo mi res uživali, ampak gre vse v toliko neke detajle, kar se tiče prehrane, spanja, tretje, tu 100 enih stvari, ki ne moreš kontrolirati, in je res pač tista služba, ne. In kaj pa tebe zanima na tvoji poti, da bi ti postal uspešen, tako kot Tim? Kaj pa ješ pred tekmo in po tekmi? Pa probam, da iste stvari, da imam enake obroke za vsako tekmo, kar mi pač paše. Eno večer prej, načeloma moramo dan, 2 prej se pač napolniti z hidrati, to so ti testenine, riž, ker to ti pol da energijo na tekmi, ne. Tako da vedno pred tekmo jem testenine z piščancem pa pesto, omako. Po tekmi, ko smo pa toliko utrujeni, ko smo toliko vsega pokurili, je načeloma najlažje, da nam naročijo pice in pol vsi dobimo v garderobi že pač pice za pojesti, ker v tistem trenutku pica ni toliko slaba, samo da nekaj spravimo v sebe, da začne telo proces neke regeneracije. Tako da ta 2 obroka imam pred pa po. Kaj pa je mogoče tvoja pregreha za takrat, ko je lahko v off-seasonu ali pa kakorkoli? Načeloma jaz se probam držati te neke zdrave prehrane cele pol sezone, pa ko je pauza, si rečem en teden, zdaj pa udari po vsemu, kaj hočeš. Za mene so pregrehe bolj neke sladice, ful imam rad pač sladko, mene mikajo razni McDonald'si ali pa hitra hrana, fast food, tako da sladkarije. David, mogoče ti si tudi zdaj že nekaj časa treniraš nogomet? Ja.
mogoče iz tvojih izkušenj do sedaj, kaj ti je bilo pri nogometu najtežje, pa mogoče lahko ti me vprašaš, kako bi še napredoval pri tem, da boš uspešen, da boš še boljši v tem, kar ti gre, ali pa tudi kar ti ne gre. Česa se treba največ odreči? Pa jaz mislim, da je za veliko večino fantov ključnega pomena tam, ko se gre iz osnovne šole v srednjo šolo, ker se začne malo puberteta, pol tam se vidi, koga kaj zanima, koga kaj potegne, ne, ali bo šel v norije, pa punce, pa nočno življenje kasneje, ko boš polnoleten, ali bo pa kdo rekel, ne bom dal to zabavo na stran, pa tudi računalniške igrice, bilo kaj, kar ti jeme fokus, a boš pa šel resno v šport, ali to nogomet, ali pa kaj druga. Mislim, da tu v teh letih lahko narediš največjo razliko, če si pač resen za to, da veš, kaj hočeš postati. Tako da, jaz, ko nazaj gledam, srednje šole v bistvu nisem imel skoraj nič, ker sem po prvem letniku že šel v tujino. Tako mi mogoče manjkajo ti neki spomini zabavni, ko se kdaj srečamo z bivšimi sošolci, ne, imajo oni debate, kaj vse se je dogajalo, jaz pa tega nisem nič doživel, ne. Tako da pač zame je to, da če vidiš, da ti je ena stvar, v tem primeru nogomet, da imaš to rad, da si dober v svoji kategoriji, da pol s tem vztrajaš do konca, pa da ne pustiš, da ti glava gre v norije. Ti si šel že zgodaj v tujino. Kako je bilo se tebi s tem spopasti, ker to vendarle vemo, za vsakega je težko zamenjati okolje, kot mlad fant ga pa verjetno še veliko težje zamenjati, ne? Mislim, da je vsak posameznik drugačen, ne, odvisno, koliko si samostojen. Zame pač to ni predstavljalo težave, nekomu drugemu, ki je bolj mogoče navezan na dom, na starše, na bilo koga, je pa lahko tudi težje, ne. Jaz sem šel v Anglijo in pomagalo mi je to, da sem znal angleško tekoče, da ni bilo te neke bariere z jezikom. Če greš v neko okolje, kjer se z njimi niti ne razumeš, je lahko ful problem, ne. Tako da ja, zame ni bil problem, pa tudi to, da smo v današnji dobi tehnologije, imaš telefone, imaš FaceTime, v bistvu vidiš na ekranu osebo, ni tako kot včasih, da si mogli pisma pisati, ne, pa si mogli do telefonske govorilnice, da si se slišal enkrat na teden, tako da danes je to nadaljavo vse malo lažje. David, ti, ko treniraš nogomet, zdaj verjetno imaš tudi ti vzornike, pa mogoče lahko tudi ti mi vprašaš, kdo so bili njegovi vzorniki, ali pa konec koncev, kaj je on v tvojih letih si želel, da bi naredil, zdaj, ker za nazaj gleda, pa ni, ali pa kaj bi spremenil, tako čist, da ti malo pomaga na tvoji poti. Kater ti je pa bil idol? Pa, jaz sem se prvo zaljubil v Ronaldinha, ki je bil pri Barceloni, ker Barcelona mi je bila pač vedno najboljša, najljubša ekipa. Pač jaz sem tudi sam levičar in pol je prišel Messi, on je Ronaldinho nekako predal Messiju desetko pa štafeto, da bo zdaj on naprej najboljši v Barceloni in ja, tisti mogoče leto pa pol Ronaldinho, pol po tistem je pa bil Messi ta glavni, še do danes, ki mi je idol za vse, kar se tiče nogometa. Načeloma v življenju, pa bi rekel, da mi je bil moj ata idol, pa nek mentor, neka figura, po kateri se zgleduješ. Kar se tiče nogometa, pa najbolj Messi. Bi se na to navezal, ko si rekel, kako pomemben vpliv so pa imeli v času tvojega odraščanja in nogometnega in nasplošno starši, kako pomembni so bili in kako misliš, bi zdaj svetoval staršem, da naj se obnašajo, da bodo kar se da najbolj pomagali svojim sinovam ali hčeram pri karieri. Ja, pač jaz mislim, da so starši ful pomembni, ker dostikrat vidimo, da nekako iz interesov staršev, pol pač to preneseš na otroke, ne, kar je po eni strani logično, če so doma starši športni tipi, bo tudi otrok vedno nekako vpet v šport in se pač zaljubiš v to. Tako da pač jaz sem imel to srečo, da smo doma skozi imeli neke žoge, ne. Stric je igral nogomet, smo hodili tekme gledati in pač tako mi je prišel nogomet v kri. Starši so bili pa ključnega pomena tako, da so vedno imeli čas za igro, da so se posvetili meni pa bratu, da so imeli čas pa voljo me vsak dan voziti na trening, ker konec koncev, če ne moreš priti na trening, ne bo nič iz tebe, ne, žal. In ja, jaz sem
kar hitro šel v Aluminij, ki pa ni tako blizu in sem rabil z avtom, da me nekdo pelje. In to je bilo res vsak dan iz službe takoj, včasih tudi med službo. In zdaj, ko gledam nazaj, niti ne vem, kako sta s folga lata pa mama, da se lahko mene pa brata, pa še bila smo v različnih selekcijah, ni bilo isti čas vedno. Pa pač pustila sta mi tudi odprte roke, kar se tiče nekih drugih interesov, drugih športov, da sem lahko probal vse trenirati in pol se ti sam najdeš v nečem. Mislim, da ni dobro za otroka, da ga forsirajo v neko stvar, če imajo starši mogoče neke svoje sanje, pa mogoče njim ni uspelo, pa preko svojih otrok hočejo živeti te sanje. Ni najboljše, po mojem mnenju, ne, mogoče ena od 1000 zgodb, ko nekomu uspe, pa so starši tako upeti, pa so trenerji, pa ko gre sonce gor, pa do večera forsirajo otroke. Pol si kdo misli, to je način, ja ni, ne, ker je to samo ena od 1000 zgodb, vsi ostali smo bili pa bolj normalni, ne. Tako da mislim, da je za starše najbolj pomembno, da so predvsem navijači, pa podpora otroku, ko tekmuje, pa da niso trenerji ali pa še sodniki, ne, najhuje, ker so na teh kakih otroških tekmah, ker so starši najbolj pametni za vse, pa se še pogledaj, kje skregajo, pa tudi, če treba stepejo, ne, tako da tega ne početi, sam vozite otroke v naravo, na treninge, pa tudi, ko ne gre, ko ni dobro, navijte za njih, jih spodbujite in na koncu se lahko zgodi, da bo vaš sin ali pa hčerka Benjamin Šeško ali pa Janja Garnbret. Ali pa Timi Makselšnik. Pa Edin, tudi tebi se na tekmah verjetno, ko vam ne gre, najbrž ni lahko, ali pa ko zgrešiš priložnost, pa to. Kako se ti mogoče s tem občutkom spopadeš takrat, ko zgrešiš eno lepo priložnost ali pa kakorkoli? Probam še poboljšati in pač še vedno uporabljam isto moč, še boljše sem. Timi, kako pa bi ti svetoval, mogoče zdaj, ko gledaš nazaj, ko si bil ti v teh letih, verjetno tudi težkih trenutkov, nikoli ne manjka, zdaj, ko gledaš nazaj, kaj bi svetoval fantom, na kaj mora biti fokus, da greš čim lažje skozi to in da si pač uspešen naprej? Pa, po mojem mnenju je danes, ko se nekaj zgodi, je vse največji problem, jutri, ko prespiš, je že manjši problem, čez 2 dni sploh več ni problem, ne. In zdaj, če se nekaj zgodi, da ti ne gre, a si falil penal, a si neko šanso, ne vem, kaj, bilo kaj, kar se tiče športa, pa se nerviraš, sekiraš kot otrok, do mojih let zdaj imel še boš 1000 tekem in tista ena šansa se sploh noben nikoli ne bo spomnil, da se ne sekiri za tisto. Moraš pa biti sam pri sebi toliko, da rečeš, da boš spet probal, ne, da te ni strah. Ne sme te biti strah narediti napake, ker samo na napakah se učiš, če ne probaš nečesa, pa da bi tisto neuspešno bilo, pol ne boš nikoli mogel nečesa popraviti, ne. Če boš delal samo tisto, kaj ti gre, da ne bi naredil napake, pol boš ostal na istem skozi, boš stagniral, tako da moramo si upati nekaj več ven iz okvirjev, pa da pol vidiš, kje je tvoj limit, ko boš delal napake, ne. Pol pa posledično probaš to popraviti. Tudi največji na svetu delajo napake, zdaj če pa nek otrok naredi, zakaj bi to bilo odločilno, prehitro se delajo neke razne selekcije, kdo je pravi, kdo ni. Pri vaših letih še je vse toliko odvisno tudi od fizike, eni fantje prej zrastejo, so bolj hitri, bolj močnejši, pa se mogoče on zdi bolj talentiran, nekdo pa kasneje zraste, pa v svoji kategoriji izgleda, da ni talentiran, da ni pravi. Pol pri 15, 16, tam nekje se pa pol to vse zgliha. Tako da samo važno je, da vztrajaš do teh let, pa boš pa sam pri sebi videl, če misliš, da si za to, če imaš to dovolj rad, da greš do konca v profesionalizem. Zdaj v teh letih še pa samo uživi, pa vsak dan čim več žogo nabij, čim več treningov in enostavno posledično boš boljši. Timi, mogoče za vse nas, za mlade fante, pa tudi za nas, ki nas zanima, kako izgleda dan profesionalnega nogometaša med sezono, ko imaš? Med sezono v klubu treniramo zjutraj, tako da se vstanem nekje ob 8, recimo, če imam srečo, da ta-male spijo do 8. Treba ta-malo zrihtati, jo peljati v vrtec in pol nadaljujem na klub, na stadion. Imamo tam od 9 naprej zajtrk, pač obvezen, to pojemo.
pa imamo nekje urco pa pol do treninga, ob 11 se začne trening ponavadi. Tu vmes je lahko kak sestanek, analiza, če imamo kako pomembno tekmo, da kaj pogledamo za naprej ali pa za nazaj, kako smo odigrali. Če ne, pa je tu pol čas za kakšne terapije, če te kaj boli, kakšno masažo, pa počas priprava na trening, nekje 40 minut pred treningom grem v fitness, pa se tam sam za sebe naredim to, kaj mi paše, kaj rabim, razne vaje, malo kolo odgonim to, da se segrejem, da ko grem potem ob 11 na igrišče, da sem že pripravljen, da zmanjšam riziko poškodb. Trening traja urco pa pol recimo, po treningu isto, nazaj v fitness, še kakšne vaje, ali pa kaj, pol urce oddelam, pa na kosilo. Imamo isto tam na klubu vse, po kosilu smo pa fraj. Grem domov, počas okoli 3, po ta-malo nazaj v vrtec, smo pa fraj, pa kaj mali hočejo, ne. A gremo v park, a gremo v živalski vrt, a smo pa doma skupaj, počivamo, igramo. Odvisno, kaj je pol naslednji dan, ne vedno moraš planirati za naprej, če je jutri tekma, glih si ne morem privoščiti, da tekam po gradu, pa da, tekam po mestu, pa da se izčrpam, tako da. So dosti podobni dnevi, ne, se vse ponavlja, ampak tako pri nas je. In imaš ti še kakšno vprašanje za Timija, te še kaj zanima? Katera ti je tekma najbolj ostala pri srcu? To je pa zelo dobro vprašanje, ker jih je bilo zelo, zelo veliko. Če rečem, recimo za reprezentanco, bom rekel Srbija, na Evropskem prvenstvu lani poleti, v klubu pa po mojem zdaj pred kratkim, ko smo v Ligi prvakov zmagali proti Stuttgartu. Prve tekme sta bili nekaj posebnega. Timi, ti si zdaj igral si pred polnimi Stožicami, na polni Marakani, v polni Allianz Areni. Nam opišeš, kakšen je občutek, ko pretečeš tudi pred 70,000 gledalcev na igrišče, vse tribune navijajo, kaj se dogaja v tebi takrat? Ja, to dostikrat kdo vpraša, res je pač težko si je to zamišljati, ampak za nas je to pač nekako že normalno, zato ker se ni zgodilo, da smo iz danes na jutri prišli iz prazne tribune na polno Allianz Areno, ampak gre nekako stopničke v karieri postopoma in se ti na ta pritisk, na večjo publiko, na vse se navajaš in ko pride ta trenutek, ti je že nekako normalno. Ja, ta moment, ko pač gremo gor na igrišče, pa vidiš, ne vem, polno Allianz Areno, ti da neko energijo, ker je pač toliko ljudi tam in čuti se to v zraku. Predvsem, ko se himna zapoje, recimo polne Stožice, pa tudi v Nemčiji, ne vem, res se naredi ful ponosnega, pa čutiš, koliko je neke podpore in dati nek procent več, da lahko daš maksimum višji, kot pa drugače. Ampak od trenutka naprej, ko se pa tekma začne, pol si pa toliko v fokusu, pa spremljaš žogo, pa toliko ene taktike, pa moraš razmišljati o 100 dejavnikih in niti nimaš časa gledati okoli in se ne zavedaš, da je toliko ljudi tam, in je ti isto v bistvu, kot da bi igral tukaj, no. Pač na začetku, če kdo nima teh izkušenj, pride mogoče nek strah, prvih 10-15 minut, pol naenkrat, ko te pa, rečemo, te prebije, pol pa ti je že normalno in ja, okolje je načeloma vse megleno, sam tu je fokus na nasprotnika, žogo pa gol recimo in to je to. Ja, to je to. Tim, jaz bi te pa še vprašal, kaj bi mogoče Edinu in ostalim mladim nogometašem mogoče svetoval, da bojo enkrat uspešni, kaj naj naredijo ali pa čez tako? Ja, bodite vztrajni, zdaj uživi v športu, uživi v nogometu, da ti je to še igra, ljubezen, da se žogo v bistvu igraš, ker boš tako tehnično najbolj napredoval. Ko boš malo starejši, tam pri kadetih, mladincih, pa ko boš prehajal v člane, glej na to, da boš imel minute, da boš šel v klub, kjer boš igral, da mogoče ni v teh mladih letih najbolj važno, da si v največjem možnem klubu, ali je to v Sloveniji Maribor, Olimpija, in pol ti sam sebe tretiraš kot igralca, pa sem tam zraven, ampak nimaš minutaže, ker pri mladih fantih je najbolj važno, da nabirajo izkušnje, da igrajo.
in tako boš napredoval in boš pol kasneje prišel kot izdelan igralec v te klube, pa boš tam nosilc, nekdo, ki pa je mogoče kot mladinec že bil pri teh klubih, pa na koncu sploh ne bo imel neke kariere. Tako da, če se ti v nekem trenutku zdi mogoče, da je nekdo drug na boljši poziciji kot ti, to je mogoče samo kratkoročno tako izgleda. Imej nek svoj cilj, plan, drži se tega, razmišlji naprej dolgoročno in verjamem, da ti lahko uspe. Pa da bomo mi tebe gledali čez 10 let v slovenskem dresu. Timi, najlepša hvala. Malenkost. Hvala.